Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom govorila o tem, kar ta trenutek jaz sama delam. Vsi smo v karanteni. Dejstvo je, da lahko je tako v vaši hiši, kot zadnjič mi je gospod rekel, pri nas še malo pa se bomo pobili. Dejstvo je, da prej so bili cele dneve pač ali v službi, ali v šoli, na aktivnostih in zdaj so doma. In dejstvo je, da se jim dogaja, rekel, jaz sem na trnih glede službe, žena je na trnih glede službe, sin noče delati za šolo in je v glavnem, se jim dogaja, odnosi. Druga zadeva, če pa gledam nas 4, se pravi jaz in moje 3 hčerke, lepo nam funkcionira in sem zadovoljna, vsaka ima pač svoje zadolžitve, nam reka, da se ne skregamo, seveda včasih je treba pač zategant pas oziroma reči, lej, to se takole, da bomo preživele tukaj na nekaj kvadratnih metrih. Po drugi strani pa vsaka ve, tudi, ne vem, punca za šolo, jaz sama pa delam na osebni rasti. Pač delam na tem, da imam mojo vibracijo tam, da se počutim dober, ker tako enostaven je pasti v to, kva bo. Ja, pač nekaj bo. Dejstvo je, da preživeli bomo. In iz spletne strani teslaterapije.com sem pač sprintala, kako je pomemben za dvig vibracije. No in ta vibracija, dejstvo je, da se vibracija zemlje se zdaj dviga. Vibracije zemlje, to je Schumannova frekvenca, tisti, ki spremljate, je zdaj že na 27,4, čeprav je bila leta in leta na 7,6 do 7,8. V glavnem dviga se vibracija, druga zadeva pa virus, pa vibrira na vibraciji na 5,5 Hz do 14,5 Hz. In ko pa pride človek na 24,5 Hz ali več, se virus ne more več razmnoževati. Zdaj pa poglejmo, kaj to pomeni. Za nas laike, ker na koncu koncev, kaj s tem, ki so te herci. Če pogledamo, strah vibrira do vibracije 2,2 Hz. Potem razdražljivost je do 3,8 Hz. Potem je razdražljiv temperament, je tam okrog 1 Hz. Potem naval besa je 0,5 Hz. Jeza 1,4 Hz. Občutek, da si nekaj več, zagledanost vase je 1,9 Hz. Se pravi, to so zelo nizke vibracije in negotovost ima vibracijo, se pravi 1,5 Hz. Se pravi, točno tam, kamor se lahko virus prime. No in po drugi strani pa visoko vibracijo imajo pa hvaležnost, recimo 45 Hz. No in prav pri hvaležnosti, in vam bom še par drugih povedala, recimo občutek ljubezni ali pa iskrena zahvala, hvaležnost do ljudi 140 Hz, velikodušnost 95 Hz, potem ljubezen, ki jo človek ustvarja do vseh biti 150 Hz in več. Zdaj, gledam to, če smo navadni ljudje, občutek hvaležnosti, to lahko vsak izmed nas naredi in prav občutek hvaležnosti, potem sem pa najdla en članek, ki ga je napisal Joe Dispenza. Joe Dispenza je avtor krasnih knjig, čakaj, se mislim, da imam tukaj biologija prepričan, tole je napisal, Odvadite se biti to, kar ste. Joe Dispenza, krasen avtor, vam bom dala še od spodaj povezave, da boste lahko prebrali več o tem. In on piše, kako so naredili preizkus za, kako v bistvu hvaležnost sama po sebi dviga vibracijo. Glejte, piše, da leta 1621 se je prvič v Ameriki praznoval dan hvaležnosti, zahvalni dan. In sicer zbrali se je skupaj 93 teh priseljencev, pa 90 indijancev in so se skupaj zahvalili za vse obilje, ki ga imajo za pridelke in za sožitje in za nova prijateljstva. Zahvalili so se za to, za novo zemljo. No in s tem so seveda tudi dvigali potem imunski sistem. Zdaj pa kako so oni to preizkusili? Imeli so 4-dnevno delavnico in na tej 4-dnevni delavnici so prosili te udeležence, 120 udeležencev, da vsak dan po 10 minut samo razmišljajo o tem, kaj je. Se pravi, meditirajo
o hvaležnosti, kaj imajo v telesu. In sicer s tem, ko so meditirali teh 10 minut o hvaležnosti, se je vklopil gen, ki se imenuje IgA, se pravi, to je v bistvu kot nek protein, ki gradi imunski sistem, in raven kortizola se je pa močno zmanjšala. In v bistvu prav kortizol, stresni hormon, je pa tisti, ki povzroča, da se celice zaprejo in takrat, ko občutimo občutek ta boj, beg, nekaj bo treba narediti. In v tem trenutku, ker se niti ne borimo proti virusu, ker ne moramo zbežati, ker virus je nekje, se pa v ljudeh prebuja panika. In panika je pa še slabša kot pa boj ali beg. V bistvu to je pa zmeda tudi v telesu, tudi na celični bazi. No, in potem naprej. Se pravi, 3-krat na dan se ustaviš in samo za par minut razmišljaš, kaj je. No, in jaz zadnje dni dejansko pospešeno delam prav na tem, na hvaležnosti. To je karta, recimo iz Prehod v novo dobo 88. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. In zdaj, če pogledam današnji dan, zakaj sem jaz danes hvaležna. Ena stvar, zjutraj, ko sem peljala mojega kužka, našega kužka Tobija, na kratek sprehod, to, da je šel lulat, vedno grem čez vodo in dejansko sem v Sori zdaj opazila, veste, kakšne postrvi, take polmetrske, ne, med očmi ni imela toliko, polmetrske postrvi, tako lepo jih je videti, ponavadi so kakšne račke noter, ampak postrvi. In je tako, wow, druga zadeva, ptice pojejo, tako lepo pojejo in zvečer se kost tam za hišo oglaša. To so take krasne zadeve za naslednjega, za koga sem ta trenutek tako neizmerno hvaležna. Začela sem sodelovati z revijo Dobra karma, tudi spletni portal, in tam je Mark Žitnik in z gospodom Markom, joj, tako lep odnos imava, tako lepo, tako moder človek je. In včasih se kakšen človek pojavi v našem življenju in si bom tako neverjetno hvaležen. Ampak kako sem prišla do njega? Do njega sem prišla preko Sonči Nered. Sonči, ne vem, kako je do nje prišla informacija, ampak preko Mateja Bobek me je pa povabila v Terme Olimlje in tam sem prišla narediti eno predavanje in na koncu koncev sem potom tega prišla do tako neverjetnih ljudi in sem tako hvaležna. Glejte, vsaka stvar v življenju je prav, da se zgodi in res sem vesela. Tako da, glejte, vedno pride tako, da si lahko za nekaj hvaležen. 10 minut, 3-krat na dan, bodite hvaležni za to, kar je. In s tem višate imunski sistem. Naslednja zadeva, kar sem pa potem pripravila 3 karte in tukaj je, ena je zdrava prehrana. Zadnji sem objavila video Kosilo za hujšanje in je komentirala ena gospa sicer prek Facebooka in je napisala, da zdaj ni čas za hujšanje, da bomo tako rabili odvečno težo, ker bomo tako vsi zboleli in potem telo tako porablja to odvečno maščobo. Poglejte, stari ljudje so rekli, hujšal boš takrat, ko boš bolan. Ker pomislite, če ti tako razmišljaš, hujšala bom takrat, ko bom bolna, kaj kličeš? Ja, bolezen. Moraš biti bolan, da lahko takrat shujšaš. In potem se tako zrediš, zato ker boš potem tako shujšal, ko boš bolan. Tako da, nehajte tako razmišljati, zdaj je čas za zdravo prehrano. Mi smo doma, imamo mogoče čas več kuhati, zdravo kuhati, ne več kuhati, zdravo kuhati. Začnite kuhati ajdovo kašo, gobe, začnite kislo zelje uporabljati, dajte narediti praženo repo, kislo repo, začnite delati dobre zadeve, kuhati zdrave zadeve in če nimate idej, mogoče te stare slovenske jedi, glejte, tudi tukaj noter, sem opisala prav te stare jedi. Pražene gobe z bučkami, stročjem in ajdovo kašo. Tukaj je recept, to je na strani 187, ali pa nadevane bučke z ajdovo kašo. To je tako božansko dober, ampak to morate probati. In tukaj so recepti, kako narediti, recimo, kako skuhati domače žgance.
žganci pa recimo obara ali pa žganci pa kislo mleko, pa to je božanska hrana in, glejte, to je hrana za hujšanje. Potem je tukaj kruh iz tatarske ajde. Tatarsko ajdo dobite v vsaki trgovini, potem obloženi ajdovi prigrizki in potem namazi, ki jih narediš za kruh, da imaš v bistvu zdrave prigrizke. Zdaj imate čas, naredite nekaj zdravega za sebe in s tem boste stopili odvečno maščobo. Zdaj pa zakaj je to tako pomembno, da stopimo odvečno maščobo? V maščobi se proizvaja hormon leptin. Hormon leptin je tisti, ki pa neti tiha vnetja na celični bazi. In tiha vnetja na celični bazi dodatno obremenjujejo naše telo, proizvaja se seveda več ogljikovega dioksida, obremenjena so pljuča in ko so obremenjena pljuča, seveda imate problem potem tudi z zdravjem. No, tako da, zdrava prehrana je ta prva in večkrat sem že rekla, moje telo je svetišče, ne smetišče. Zato ga hranim zdravo hrano, zato, ker je moje telo svetišče, poskrbim za vse to, kar moje telo potrebuje. Od tega, da pijem dovolj, do tega, da uporabljam čaje, do tega, da telovadim vsak dan, da naredim tibetanske vaje, do tega, da grem na sprehod, da se nadiham zraka, ker moje telo si to zasluži. Ker zanj ga poskrbim, ker je to vozilo moje duše. No, naslednja karta, ki padla ven, je pa srčna čakra, pa ljubezen. Pa bom pri tej srčni čakri začela. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Srčna čakra je tista, ki se aktivira prav s to ljubeznijo. In če gremo nazaj na frekvence. Frekvence, recimo ta hvaležnost oziroma ko občutek ljubezni, ki povezava s celotnim stvarstvom, je 150 Hz ali več. Srčna energija seva približno 2 metra okrog nas. In tukaj se pa začne najprej, kako jo aktiviramo, to srčno ljubezen. Ne to, da imamo druge radi, ampak sebe. In zato je ta ljubezen do sebe ključnega pomena. Ljubim se. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva, ampak pod prvo moram razumeti, da sem jaz tista, ki moram poskrbeti za sebe. Ljubezen do sebe se začne, a veste, kaj se začne ljubezen do sebe? Ljubezen do sebe, prvo, da poskrbim za osnovne svoje potrebe, da tudi dovolj spim. Naslednja stvar, danes sem govorila z eno gospo, je rekla, jaz poskrbim za mojega moža, za moje otroke, za mojega kužka, zase pa pozabim, se pozabim vitamine vzeti. Ja, ljubezen do sebe se začne tudi tam, da najprej sebe nahranim, da najprej dam sebi masko in potem poskrbim za vse ostalo. Jaz se vam opravičujem, nekaj mi je tle gor padlo na oko in pol malo takole vidim, je že v redu. V glavnem, in dejstvo je, da danes sem imela ponoč sanje in to se jaz še vedno se učim, ker kupovanje ljubezni pa pomeni, da jaz za vse ostale poskrbim, da imam občutek, da sem dober človek. Se pravi, na en način kupujem ljubezen in če kupujem ljubezen, sem tako kot prostitutka, se razdajam, ne? In danes ponoč sem imela sanje, da sem imela nekje na Skednu, pač tam, kjer sem živela kot otrok, sem imela konje, imela sem mladičke in bi jih mogla nahraniti. In v tistem pride moj oče in mi dal neko drugo delo in sem začela tisto delati, kar mi pač oče naložil in nisem šla nahraniti konj, svojih konj. Zdaj poglejte, če gledamo življenje kot neko, lahko tudi konjsko dirko, ta naš konj, ki more priti iz ene točke na drugo, ali pa si kot duša zadala, da pride iz ene točke na drugo, pa vmes se gre malo past, vmes gre skakati čez druge pregrade, poskrbi za vse druge, pa potem še vleče tovor od nekoga druga, ne bo prišel nikdar na cilj, zato ker bo ta ubogo kluse bo prej crkal, zato te moje sanje, nahraniti svojega konja. No, to mislim, da ni samo moja lekcija, ampak lekcija mnogih izmed nas žensk, ker vam zdaj naprej povem. Začela sem brati tole knjigo Sedež duše.
In to je pa zdaj spet ena taka knjiga v mojem življenju, ki, wow, no zdaj, vsakič neka wow knjiga pride, ampak zdaj imam več časa, da berem. Prišla sem šele na uvodu sem, ampak že tukaj na uvodu je moj wow. Oprah je tukaj dala noter primer in je rekla, da ona s to knjigo je dosegla ta wow efekt in sicer ni imela namena, kaj je namen. Recimo, jaz zdaj sem se pa vprašala, kaj je namen tega mojega videa, ki ga danes snemam. In moj namen je, mogoče s tem, kaj jaz učim sebe, mogoče bom neki ženski izmed vas dala idejo, rekla, wow, to je tudi moja šola, naredim korak naprej. No in prav, kaj ona tukaj noter opisuje. Za ta občutek zaželenosti je enkrat letela iz Chicaga v Španijo in nazaj, s tem, da se je na nekem dogodku pojavila za 45 minut ali sekund. In ko je ona začela ceniti bolj svoje delo, je dala ja ali ne, prioritete, je dejansko nehala zadovoljevati potrebe drugih ljudi. In noter piše, da večinoma žensk ima, poglejte, tako jaz kot milijoni ljudi, večinoma žensk, sem bila sužna potrebam, željam in pričakovanjem drugih. Rekla sem da, ker to sem iskreno želela in tudi takrat, ko sem iskreno želela reči ne. Dajala sem dragocen čas in energijo, denar in darila, karkoli so me prosili, da bi se preprosto izogibala možnosti, da bi koga razburila. In poglejte, eno stvar, kar so meni zadnjič moje punce rekle, moje 3 hčerke, one so iskrene, take kot so in rečejo, mami, ti imaš velik problem, zato ker se nikomur ne želiš zameriti. In ko bi bil čas, da poveš top, 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 ne rečeš zaradi tega, ker se bojiš, da boš nekoga prizadela. Vidite? In verjamem, da ne samo Oprah, ampak dejansko, ja, jaz pa še mnoge druge, imamo problem s tem, ne rečemo ne zaradi tega, ker se bojimo raniti. Ampak koga pa ranimo? Sebe. Sebe ranimo. In zaradi tega ljubezen do sebe se začne, ko jasno lahko rečeš, aha, kaj čutim? In ko prideš do tega, kaj čutim, takrat rečeš ne. Se pravi, človek, ki je vzel en bonbon, ne ga tudi da. Se pravi, nekaj da v zameno, ne pa samo daješ, ker to je sindrom prostitutke. In čas je, da to počistimo, zdaj pa kako to počistiti? Zdravilna molitev dekodiranja, se pravi v knjigi, ko ima življenje žur, na strani 412, meditacija za dekodiranje in dejansko noter date, zdaj če na hitro pogledam, se pravi vsi spomini moje duše, ki so povezane s tem, da imam potrebo potem, da sem prostitutka, da se razdajam, da kupujem ljubezen. Ogromno nas je žensk, ki imamo to za narediti, tako da delajte zdaj v teh dneh na sebi. Jaz si vsak dan vzamem zjutraj in zvečer čas, ker ga imam zdaj več, da meditiram, da sem hvaležna, da čistim. Včeraj zvečer sem fraktalno risbo risala. Tok več, mislim, dejansko imam čas za to, da raziskujem to, kar imam pri sebi za počistiti. In verjamem, da mnoge izmed vas imate zdaj ravno tako kot jaz več časa, več priložnosti, da naredite nekaj za sebe. Vse bo, ker lejte, drage dame, ko jaz, ali pa recimo, ko ti ne boš več zmogla, nihče ne bo imel od tega koristi. Zato je tako pomembno, ne predamo sebi masko gor, da lahko dihamo, v tem pa za vse ostale poskrbimo. In dajte si razdeliti delo v hiši, dajte reči ne, takrat, ko morate reči ne, rečite enostavno, razdelite to, kar lahko drugi naredijo, boste videli, boste zadovoljni, ker vsaka stvar je za nekaj dobra, če ne da drugega tale karantena, da jasno postavimo meje, kaj je za vas točno ali pa za mene točno dobro. Tako da imejte se rade, uživajte in predvsem, ja, berite zdaj, delajte na tem, da boste naredili en korak naprej. Tako da rada vas imam, uživajte in lep dan.